Živjo, dobrodošli, super, da ste tukaj z mano na prvo soboto v mesecu avgustu ali pa na katerikoli dan kasneje, na prvi epizodi druge sezone podcasta Umetnost lenarjenja in prvič, odkar smo začeli s tem podcastom, smo družno, skupno začeli na voljo tudi v video obliki. Za tisti, ki poslušate na podcast aplikacijah, super, dobrodošli. Če koga zanima, kako izgledam, ko to govorim, potem ste vabljeni na YouTube. Seveda, mogoče bolj kot jaz, se splača pogledati mojo sogovornico današnjo. Z mano je Nina Gaspari. Prav poseben razlog je, zakaj je ona moja prva gostja v drugi sezoni, ki vam ga bom tudi tekom podcasta razkril. Nina je seveda tudi najbrž veliko ljudi pozna, podcast voditeljica sama, podcasta Lovim ravnotežje. Povezave do njene spletne strani bom dal spodaj, če še kdo ne pozna. Je ustvarjalka vsebin, je specialistka za komunikacijo, PR in veliko o tem so tudi govorila. Komunikacija, odnosi so velik vir stresa, služba v PR-ju je, to je odnos z javnostmi, je zelo naporna. Šla sva tudi preko en kup drugih zanimivih tematik, od tega, kako se spopadati z strahovi, z objavami, ki vlečejo veliko ljudi, komentarjev, vedno tudi slabših, negativnih. Pa kako poskrbeti zase za nižanje stresa kot samostojni podjetnik, kot nekdo, ki se trudi v ustvarjanju nečesa novega, kar je odvisno od gledalcev, kako vleči občinstvo, rdeča nit, kako zaštartati podcast. V glavnem, pogovor se mi zdi bogat, z veseljem z njim otvorim sezono. Vabim vas, da pogledate spodaj tudi v opis, kjer bom linkal vse te stvari, o katerih se pogovarjava. Seveda bom vesel povratnih informacij, kot vedno, najlažje me najdete pa na Instagramu. Tako da jaz sem, kot veste, ljubitelj kratkih uvodov, upam, da ta še spada v to kategorijo in vam želim prijetno poslušanje. Živjo, Nina. Živjo. Lepo te je videti, dolgo se nisva videla v resnici. Slišala sva se, ker sem poslušal pred kratkim tvoj podcast. A veš, da sva se nazadnje videla? A je bilo v hotelu na Celovški? Ja, na izdaji tvoje knjižnega prvenca. Sem prav razmišljal, če je bilo takrat nazadnje. Ja. Vem, da sva se takrat videla. To je bil en večer, krasen večer, tista otvoritev, ki se ga zelo s prijetnim spomnim. In tudi se spomnim, kako si bila ti nasmejana in kako si žarela. In sem takrat v bistvu prvič pomislil, kako je lepo, ker sem imel en občutek od tebi že prej, ko sem poslušal podcast, pa te spremljam malo na Instagramu, in sicer, da se tako zelo iskreno priključiš navdušenju drugih ljudi. Pa ne vem, če to delaš zavestno ali je pač prišlo spontano. Veš kaj, mogoče malo spontano, malo pa tudi zato, ker bi želela živeti v družbi, kjer se podpira dobre zgodbe, dobre ustvarjalce, ustvarjalke, podjetnice, podjetnike, in če to govorim na glas, ne morem drugače tega ne početi. Tako da mislim, da sem začela govoriti po tem, ko sem že to delala. To je drugače taka zelo prijetna lastnost, ker se mi zdi, da ljudje velikrat nastopimo malo defenzivno, če nekomu kaj uspe, iz neke želje, seveda, da bi tudi meni, recimo, če nekdo pride pa reče, dobil sem, ne vem, službo sanjsko in imam 4-dnevni delovnik in bom ful bolj spočit, bi jaz skoraj začel nazaj, a veš, ja, blagor tep, jaz pa moram dežurati, meni je to težko, a veš, tako nek transfer na se, ne? Medtem, če se pridružiš temu navdušenju, ničesar ne zgubiš v resnici. Malo si fovš, ne? Malo si fovš, pa si misliš, kako dobro, jaz bi tudi. Tak se moraš brcen to rit. Ja, pa to je čisto človeško, ampak moraš pa prvoščati. In ja, privoščljivost, ta zdrava je, po mojem, je ful manjka in je prav, da jo podpiramo. Absolutno. Škrat bi te vprašal na ena stvar, ker sva se zmenila, da boš prišla gostovati, hvala drugače, da si, in ti lahko povem, da si prva gostja te druge sezone tudi zato, ker si mi pomagala začeti pred enim letom. Spomnim, ko sem te klical in sem imel en zvezek in sem si pisal in sem te spraševal nekaj, kako se to snema, s čim se snema, koga naj povajam, kako to ti izvedeš, ne? In si mi pol tam razlagala. Tako da sem rekel, da je tako simbolično, ne? Da si tukaj, ko smo zasloveli. Ja, oziroma bomo zasloveli. Sam ful si hitro prišel ven s podcastom, sem bila tako prav vesela, ko sem videla, lej, hudo. Ja, to se spomnim, ko si rekla. Jaz sem tam, mislim, da klical poleti, sem rekel, tam jeseni predvidevam prvo epizodo. In pol si mi dala ful tako nek zagon in spodbudo in sem rekel, ok, jaz bi to zdaj probal. In sem pač rekel, Žiga, ki je bil moj prvi gost, ne, na infekcijski. In sva kar posnela. Top. Tako da mi je bilo dobesno. In bi tudi snemal, ti povem, mislim, mi je zelo fajn in bi delal to več, če bi imel čas. Ampak se mi zdi tako enkrat na mesec čisto v redu. Dinamika zame za enkrat. Ker ti imaš tedenske, ne, in se mi zdi,
najbrž je to kar intenzivno. Sam, David, ti moram povedati eno stvar. Jaz v bistvu sam podcast zdaj ustvarjam. Že kakšno leto pa pol se ukvarjam v bistvu 90% samo s tem. To je malo drugače. Jaz nimam tako službe, kot imaš ti pa urnika, ki se ti ful spreminja. Tako da enkrat na mesec mi zdi ful pohvalno, da delaš. No? Ja. Tako da je kar ritem vsem. Seveda, ja. Jaz tako tudi mislim, da je fajn biti ambiciozen in imeti visoke cilje, ampak se mi zdi, da je zelo važno, da ljudje imamo tudi realna pričakovanja do sebe. Ker jaz, ko sem tudi začel s podcastom, pa ne vem, sem kar še delan zraven, sem imel eno obdobje, ko sem se počutil malo slabo, no? Kada ničemer ne posvečam dovolj pozornosti in pol moš nekako dati v kontekst tega, kar si v življenju, ne bom rekel, kar moraš delati, no, kar si izbral, da boš delal, ne? In dokler želim še biti zdravnik, bom pač manj snemu. Je pa super to, da imaš tedenske epizode, meni recimo, da se mi zdi, da vsak lahko kaj najde. A veš, jaz sem tako, ne vem, nekaj sem se vozil zanč in sem rekel, da bom pač še en tvoj podcast pripravil tudi zato, ker te bom imel kmalu, pa da še te malo poslušam. In sem tako razmišljal, da me res zanima, nekaj sem imel neke računice, neke finance v glavi in sem pač najdel, a veš, tvoj pogovor s Kajo Šulinc in sem pač poslušal o budgetingu in o tem in mi je bilo, tako, mislim, ker imaš toliko veliko različno. Ja. Škaj me zanima, ker sva se zmenila, da boš prišla, no to, si rekla, da naj ti ne pošljem osnutka pogovora. Jaz ponavadi naredim in tudi pošljem pač gostu, kaj je nekako, kako si mislim, da bo šlo. Pa me zanima, a zato, ker bi ti to bilo bolj stresno ali zato, ker ti to kaj spremeni miselni tok ali kaj je bilo? Veš zakaj? Mogoče zato, ker jaz prihajam iz PR-ovskih vod in sem 20 let delala to. In se mi zdi, da sem tako ravno zaradi tega skozi nekako imela v glavi, kako ne bi neki pogovori šli. Ta kontrol-frikovski moment. In zdaj sem pa v zadnjih letih začela uživati v tej spontanosti. In v bistvu si tako malo mi je to izziv, ker nikoli ne veš, v katero smer bo šlo, ampak mi je to glih fajn. Tako da te prepuščam, da vodiš, pa da v bistvu zapeljaš pogovor, ker se tebi zdi, jaz ti bom pa probala z odgovori, čim bolj sledi, pa ne vem, kam bo šla. A pa ti je to tako čuden, da si na tej strani mikrofona, če rečem, si že bila najbolj gosta podcastov? Ja, sem že kar bila, ampak mi je fajn, no? Tle imamo zdaj tako fuljenih kamer okrog, pa tako, pa luč, to je tudi meni novo, to je tudi meni novo, ampak mi je pa fajn, ker vem, da je za vse poskrbljeno in se lahko osredotočim na vsebino. In nekaj bi te vprašal, no, to, kar si tudi rekla, ful dobra iztočnica, podpiranje nekak ljudi, ki ustvarjajo dobre stvari, podpiranje nekih lepih zgodb, dosežkov, konec koncev, pridruženju se navdušenja drugih. Ker to je, by the way, se mi zdi en life hack, tako če rečem, ne vem, kaj je slovenska izraz za life hack. Stvar, ki jo lahko počneš, pa ti je lepše, je, da se pridružiš nekomu, ki ima neko zmago in navdušenje, ker na nek način potem čutiš to, kada je deloma tvoje in se boljš počutiš. In ena stvar, ki sem jo poslušal pri tebi v eni epizodi, pa ne vem, kjeri, mislim, da je bila ena vprašanje-odgovore, ki si imela solo, ki si govorila o Ani Roš in o tem dopuščanju izjemnosti v naši družbi. Jaz sem bil zdaj z Ester, lahko rečem, drugič pri Ani in sem o tem se spomnil tam, ko sva uživala. Kako si ti to dobro rekla, da zakaj se ljudje recimo zgražajo nad ceno cenika, nekoga, ki je pač top 50 restauracij na svetu, nekdo, ki je v resnici se povzpel v sam vrh neke stroke, pustimo zdaj kulinarika, ali veš, če bi si šla operirati srce kirurgu, ki je top 50 kirurgov na svetu, najbrž ne bi se zgražala, če ti zasluži redno. Veš, zdaj pa zakaj? Njena cena. In mi je bilo to ful fajn in tudi si rekla, da v resnici se ti zdi, da spoh ne bi rada povedala recimo na svojem socialnem omrežju, če si privoščila nek izgled v eno res drago restauracijo, ker misliš, da bi to ljudje dejansko dojeli na slab način. Ja, veš kaj, v bistvu bi povedala, ampak se mi zdi, da se moram pripraviti na moment, ko bom to povedala, zato ker odprem vrata za razna sporočila nazaj. In čistko v tem trenutku nisem še tam. Imam pa Ano Roš tako ful na spisku in kot gostjo na podcastu in v eno kolumno bom dala ob priliki. Ravno to primerjavo med tem, kaj Ana Roš ustvarja v Kobaridu, kaj imamo v bistvu v Sloveniji na področju visoke kulinarike, pa tukaj ni samo Ana Roš, jih je še en kup enih drugih, tudi ne samo Mišlinovih zvezdic in krožnikov in tako praktično ful imamo dobro, res smo kulinarična destinacija, no, tako res dobra, ne? Ljudje pridejo k nam zato, da grejo probati jesti, razne stvari. In bi ful rada na Ani Roš naredila en ta primer, kaj lahko en človek naredi in uspe na nekem zelo zaprtem področju, oziroma neki zelo strokovni sferi visoke kulinarike in kako to zgleda, ko greš tja
kakšen je to servis, ne samo hrana. Hrana valjda mora biti dobra, ampak tudi cel ta experience. Ne. Tega mislim, da pri nas ni kar tako. Ne. Pa sem bila že kar v parih dobrih restauracijah, pa mi ni to težko povedati, ampak tazga doživljaja, kad ga Ana in njena ekipa ustvarja v Kobaridu, jaz nisem še doživela. Vse to je, kar si rekla, experience. Ne? Ti ne greš tja na večerjo, ni tako, greva nekaj pojesti. Ne. Pa tudi zajtrk, vse. Ja. V resnici je to izkušnja in tudi, ko ljudje rečejo, da je zelo draga, konec koncev vsi kdaj damo za kakšen koncert, a veš, ne vem, koliko so s prevozom, 180 €, 150 €, 200 €. In ti je tiste 2 uri muzike ostane s tabo in se ti ne zdi, da si se res preveč izplačal in to je pač izkušnja, ješ 3-4 ure in to vse, kar si reka, servis vse. In lih sem bral tudi eno zanimivo študijo o tem, kako denar osrečuje, na kak način osrečuje, ker v resnici vseeno ne velja čist, da denar ne kupi sreče, oziroma je tako nekak nek graf, če si predstavljaš najprej, če si čist brez, je ful stresno, potem priješ v neko obdobje, kjer je super, ker ti ni treba za preživetje skrbeti, pa če imaš preveč, lahko padeš v neke cikle, v glavnem, in da je super, če porabljaš za izkušnje, ne za predmete. In je bil en krasen primer v tem članku, da če pomisliš 5-6 let nazaj na nek telefon, ki si ga imel, kako emocijo se zdaj spomniš na tega telefona, sploh veš, kakšen je bil, kaj ti je, pa pomisliš na nekaj dopust pred 5 leti, ki ti je ostal s tabo pred 10 leti, ne, in koliko ti je dal. In se mi zdi, da iz tega principa konec koncev vidim, zakaj ne bi tega dajo na veliki zvon, ne, z teh slik in objavljal, ker konec koncev je kriza, inflacija in mogoče se s tem ne hvali, koliko imaš zdaj ti denarja porabljaš, ampak po drugi strani, ja veš, greš ven in vidiš, koliko dobrih avtov vsak dan na cesti je svojo Toyoto, pičim mim, ne, a veš, in to pa je nekako sprejemljivo, BMW ima, dobro, on njemu gre v redu, a veš, zakaj ne bi rekel še, Ana? Ja, pa veš kaj, mislim, da se mi v naši družbi tako res ful veliko ukvarjamo s tem, kaj nekdo drug ima, ne s tem, kaj mi. Ne? In ena druga stvar je že tako konc koncev od Ane Roš, cenik je objavljen na spletu, veš, koliko boš plačal, noben ti ni dal pištole na glavo, da moraš tja iti, ne lahko kam drugam, če ne moreš. Imaš cel ta razpon stvari, kam lahko greš, ne? In se privoščiš. In jaz nim primer, jaz v bistvu dejansko ne govorim o tem zato, ker bi me bilo strah, ker jaz si sama zaslužim svoj denar, nobenemu nisem nič dolžna, a veš, nobenemu nimam nobenega, ne rabim polagati računov nikomur. In jaz mislim, da je tako prav, da tak imaš tak nek odnos. Ne. Je pa ena druga stvar, jaz imam sicer, se po mojem imaš tudi ti, no, na nekem, sploh na Instagramu, tako zelo fajn publiko, ker ni tako, da bi zdaj tle se neki prepucavali levo desno, kot na kakšnih drugih kanalih. Ne. In definitivno je ta primer tega, no, zakaj moramo podpirati take ljudi kot je Ana, ne? Tudi zato, ker dajajo nek standard, ki se dvigne za vse nas skupaj. Ne? Se pravi, kaj vse je možno narediti v eni, kot radi rečemo, majhni Sloveniji, se tako znamo zelo pomanjšati. Ne? In bi ful si želela, da bi znali take ljudi kot je Ana, da bi jih znali ceniti, preden pridejo iz tujine z nagradami, pa z nekimi 50 najboljših. A veš, da rečeš, vse ona je bila že prej tudi, no, ja, ampak a veš, opazili, preden so imela te zvezdice pa to, no. Ampak... Ja, ampak vseeno, veš, da jo spoštuješ, ceniš in da jo vključuješ v neke te debate od tega raznega, od visoke kulinarike, podjetništva, kako gradi svojo ekipo, kako ji uspe, da ji teče restauracija, tudi ko je ni noter. A veš, to so meni take nore stvari, novi momenti, ne. Ali pa naprimer, jaz sem bila lani na zadnjem in ne bom pozabila, da naju je stregel eden od teh 2 afganistanskih beguncev, ki jih je vzela v strežbo. Ne? In potem je povedala, da ta fant 2 meseca dela v strežbi, nikoli prej v življenju ni. A veš, jaz sem mislil, da ima on najbolj te izobražene izkušene. Ja, ampak primer je bil to. Sicer ima mlade, no. Ja, seveda jih ima, ampak te, veš, ta 2 sta slučajno tako prišla. En je imel izkušnje od prej, en pa čist nobenih in ta je naju stregel. In jaz nekaj, kako je to možno, ker ni razlike v strežbi bilo. A veš, in sem rekla, kapo dol. Veš, taki momenti so meni ful, v teh stvarih se treba pogovarjati. To je pa zelo lepo, ker v resnici tako nekako ti pokaže, ne vem, jaz zelo verjamem tako, da če daješ svetu na nek način, se ti obrestuje, mogoče tudi ne takoj. In a veš, koliko vsi želimo, tudi če nisem nikoli imel uslužbenca, ampak recimo želimo nekoga z izkušnjami, z priporočili, ker je pač lažje, ne, manj tveganja. Ampak koliko se en tak fant lahko po moje potrud, a veš, napram nekomu, ki ve, da bo kjerkoli druge dobil službo. Ja. To je pa res lepa zgodba. No. Ker vem, da ona ima ful mednarodno ekipo pa tako in sva lepo, res. Veš kaj, rekla si, da rekla si, da te je bilo malo strah objaviti iz tega principa
različnih pač tudi negativnih mnenj in to, kar poznamo na spletu. Ja, če imaš nek svoj kanal, spoznat, oblikuješ krasno skupino ljudi, ampak generalno te zelo razumem. Ampak sem pa poslušal večkrat, da si rekla, da je tvoj način spopadanja s strahom, da se spopadaš s strahom. Spomnim se ene zgodbe z neko gugalnico in tvojim strahom pred višino in tako naprej. Pa mi povej, a si zvesta temu principu, tako ti gre? Ja. Se tukaj, veš, tle mogoče pri tej objavi te zgodbe ali pa te izkušnje ne gre toliko, da bi me bilo neki ful strah, ampak bolj zato, da malo odlašam s tem, da pošiljam v svet neko sporočilo, ker se moram pripraviti, pa by the way. Backlash. Ja, pa zato, ker vem, da bo, ker je normalno, da če pišeš o nekih stvareh, o nekih uspešnih posameznikih, oziroma nažalost bom tle rekla ženskah, ki so uspešne in ki grejo brezkompromisno v svoj uspeh, znamo tukaj imeti en kup enih pripetih stereotipov. In jaz bom to verjetno, ne bom objavila to na Instagramu ali pa na podcast, jaz bom to dala v kolumno na Seolu. Imam to željo, ful. In ko bom pač zaznala, da je to ta prav moment. Zdaj ni komentarjev, by the way, na Seolu in sem ful vesela. Ful dobro. Jaz ne vem, kaj je dodana vrednost teh komentarjev, res, mislim razen nek... Ampak jaz kot kolumnistka, ali pa ti tudi konc koncev, a veš, super je dobiti nek feedback nazaj, pa neko kritiko tudi konstruktivno, valjda, ampak če pa tukaj gre za neko prepucavanje, to pa res ne rabim pač gledati v življenju. Jih nisem brala nikoli. Drugače nisem te mislil zdaj izzvati na to specifično situacijo, ampak tako generalno se mi zdi ta princip, da si želiš, če te je nečesa neprijetno pa strah, reči, ok, dajmo to probati. Če imaš to tako v everyday life, v vsakdanjem življenju, probaš biti zvesta temu principu. Ja, probam, se ne rata vedno, ne? Probam. Zato, ker me je ravno ta izkušnja s to gugalnico na Baliju, mene je bilo strah gibanja na višini. A veš, ne same višine, ampak tega, da grem na vlakec smrti, naprimer. Ali pa na mostu v Sydneyju, a veš, kaj lezeš gor, pa ga veter premika, no, naprimer to. In takrat sem v bistvu spoznala v enem momentu, ko sem šla zavestno v to, da to probam. Mene je glava ful kričala, da zbeš stran, ampak meni telo ni pustilo. Jaz nisem mogla, če bi hotela takrat korak narediti stran, ne vem, če bi ga lahko. Ker sem, a veš, kaj je bilo v bistvu takrat? Jaz sem bila celo življenje ful prestrašena. Od otroštva. Jaz sem podedovala strahove od svojih staršev. Jaz zdaj, ko mojega očeta poslušam z nečakom, ko skozi govori, pazi to, pazi uno, in vidim, odkje je to prišlo tudi, ne. In jaz sem si en kup enih stvari v življenju s tem odrekla, sama sebi, brez da bi se tega zavedla. In zdaj v bistvu je ena stvar, ki imam ta princip, vedno preverim, ne toliko to, a je to strah, pa moram iti čez to, ampak a si bom s tem, ka tega ne naredim, ukradla eno izkušnjo življenjsko, ali pa en spomin, ali pa ne vem, neki. A veš, in grem ful na to in si ful nočem več v življenju prikrajšati z kakšne take stvari. Res dober, ful. Te zelo razumem, jaz tudi mislim, da so različne vrste strahov. En je ta, ki si zdaj opisala, da si misliš, mogoče mi ne bo ratalo, ali pa mogoče ne vem, mi bo neprijetno, ali pa kaj takega. Poje pa še en strah, ki je, bom rekel, življenjski. To sem pa jaz razvil malo med pripravništvom na UKC-ju, najprej, na faksu niti ne, ker krožaš kirurgijo. In ko tisto odkrožiš, ti povem, da nikoli več ne kolesariš brez čelade, da ne bi šel recimo, ne vem, kakšne turne smuke, da ne bi šel, da govorim o adrenalinskih zadevah, ki so tudi nevarna recimo, ali pa pač o neumnih zadevah, jaz čelado vsem priporočam, ne o teh strahovih, ki ti govoriš, ampak ta nek zdravstvo, in jaz tudi vedno, ko mi je nekaj neprijetno, pa ene izkušnje ne bi naredil, se vprašam, a je to zato, ker res ni dobro zame, ali pa zato, ker se sam bojim provat. In tukaj se ful strinjam s tabo, da lahko veliko stvari v življenju pač ne narediš. Saj konec koncev, jaz tudi za pisanje sem dosti dolgo razmišljal, a si upam sebe potencialno razočarati, a veš, s tem, ko začnem pa ne končam, ali pa končam pa ni dober, a veš, da imam skozi v glavi, ne vem, eseje, pri slovenščini, so mi šli dobro, imam v glavi, jaz v redu pišem, ampak pa bom pa probal, pa ne bo, ali pa ne bo šlo, a si upam to sploh narediti. Nekaj v bistvu si ful ranljiv, ko daš tako neko tako stvar ven, ne? A veš, si tudi koncu s takimi pogovori, kažeš neko svojo ranljivost, ne? Se ljudje pa to prepoznajo, pa običajno se priklopijo zraven, pa mi je to všeč, ko vidijo, da to je pa nekaj normalnega, ne? Zdaj malo moja podcasterka v meni, a te lahko nekaj vprašam? Ja, seveda. Kako pa zdaj, ko boš šel malo, ali lahko povem, z drugo knjigo ven. A veš, kaj mene zanima, zdaj imel si prvo pa tako, kaj bo zdaj imaš pa tako ful uspeh, pa imaš pa zdaj ta drugo, kaj pa zdaj, če ne bo. Ja, točno to. Jaz sem pač izdal sem knjigo in
je tisti prvi teden je šel super, ne? Veliko jih je bilo prodanih in sem jaz takoj, jaz bi pisal naprej, kako dobro, veš pa tako 3 tedne, 4 tedne kasneje, sem bil pa tako, zdaj mi je pa že malo, mislim, kaj bo zdaj, ne? Kako naj jaz sploh začnem še pisati, veš, vem, da prvi stavek, ki bom izdal drugo, bo, ta je taka, ampak glede na prvo, veš, neka primerjava in sem začel se ful bat, potem sem začel pisati nekaj drugega in sem začel razmišljati, ne, vsi želijo podobno stvar, veš, zdaj ne morem jaz kar nekaj, in mogel sem priti mimo sebe, in to je bil ta strah, točno to, jaz sem se bal, kaj če ta knjiga ne bo tak fenomen, ne druga, in potem sem si rekel, pač, valjda ne bo, mislim, veš, definicija fenomena je, da ni vsak dan, ko se obrneš za vogalom in seveda bo najbrž drugačna, jaz bi rad če veliko pisal, veš, veliko imam idej, zelo mi je to všeč in zdaj ne želim si odrekati te možnosti samo zato, ker hočem zdaj vse dati podobno. Ne? In potem sem si nekako preko teh introspekcij prišel do tega, da sem si rekel, ne bojo vse knjige isto popularne, niti na isto temo, niti isto duhovite, niti ne vse medicinske in da moram sam narediti isto kot prvo in ostati zvest sebi in svoji želji po pisanju. Ne? Tako da moram reči, da to je bilo malo čez, najbrž bom imel tudi malo mixed občutke, lahko že zdaj povem, da sem nad izidom bolj živčen kot nad prvo. Karkoli se zgodi, veš, pri prvi je noro. Ne? Ja, ne, pa zdaj so pričakovanja tvoje. Ja, pričakovanja, veš, bom imel otvoritveni dogodek na nobenega, boš samo ti, pa bomo pač tam sedeli v publiki. No, lepo, pol to, ne, a bo sploh kaj, a bo ne. In tako da ja, ampak jaz bi rekel, da je taka lušna živčnost. No, tako. No, ker to recimo, če ti vrnem to vprašanje, ne, bi te pa zdaj na te tvoje kolumne navezal, zato ker si rekla, ne, da dobiš nazaj kakšne komentarje, kakšne kritike in da se moraš tudi prepraviti, če daš v neki, kar mogoče, ne bom niti rekel, da je kontroverzno mnenje, ampak to, kar si rekla, pisanje o pač uspešnih posameznikih, ki niso, recimo, ki veliko denarja dobijo in tako. Jaz mislim, da karkoli ti objaviš, tako da je neko mnenje, boš vedno povlekel tudi neko nestrinjanje, ki ne bo vedno upravičeno. Jaz sem recimo bral tvojo kolumno o komunikaciji v zdravstvu in se mi je zdel super, ta izkušnja tvoja in pol neka razlaga zadaj. Ampak potem sem pa bral par dni kasneje od enega zdravnika, ne spomnim se kje niti kako, ampak mislim, da Facebook zapis, kot nek odgovor, ne? In je takoj bila neka ta defenzivna drža, čeprav ti nisi pisala takrat, tako da bi veliko se piše o zdravstvu, tako, ne, koliko samo služijo, način delajo. Tako, ni sploh bilo tako zbrano, ampak si tvoja sporočila, mislim, da je bilo, da morajo zdravniki več o komunikaciji razmišljati in pač se na to osredotočiti. On je šel pa iz tega principa, da kaj zdaj, a zdaj bomo pa še s tem se ukvarjali, ne, da zdaj mi smo tam, da operiramo slepič, da ti rešimo življenje, da kaj bomo pa zdaj mi še tle se postavljali na glavo, da bomo še dobri v komunikaciji. Ne, neka taka, veš, ko vidiš tako, začutiš, da pač njemu nekaj mogoče preveč dela ali je utrujen ali karkoli in to gleda kot napad. In to je meni zdaj, sicer to se jaz ne strinjam, ne, mislim, da zdravnik, valjda, če moram zbrati, imam raj, da je nesramen pa dober v svojem delu, kot obratno, ampak mislim, da smo pač zadolženi za oboje, ker konec koncev komplianca bolnika je odvisna od tega, koliko mu ti lepo razložiš in koliko te on razume. Ampak bolj me zanima tako, kako se ti, ki si tudi mislim, da enkrat rekla, da si dolg časa razmišljala, če bi šla v te kolumne, a tebi to stresno, a ti je neprijetno, ko to daš publish in pol čakaš. In pol veš, da karkoli napišeš na tem širnem svetu, ne bo samo odobravanja in a ti je zelo težko brati kakšne take negativna mnenja ali pa nasprotna, ali si nekako se od tega odklopila, ali kakšen je tvoj proces? Veš, kako ti bom odgovorila skozi dve perspektivi. Najprej to, da jaz, ko se odločam za neko temo, vedno poskušam dati na isto premico. Jaz hočem dati od sebe neko svoje razmišljanje, ki lahko odpira diskusijo in kritiko nazaj, konstruktivno. Sem odprta za te stvari in s tem nimam problema. Predvsem pa hočem biti v vseh stvarih, tudi v kolumnah in ostalih stvarih, spodobna, kar se mi zdi, da ful manjka pri nas. Se pravi, jaz ne bom šla direktno napadati neke stvari, pa govoriti, nekdo je cepec, pa ne vem kaj, pa ne strokovan, pa tako, ampak bom izrazila neko jezo ali pa nezadovoljstvo, če bo na mestu, ampak ne na način, da grem na neko diskreditacijo. To se mi zdi tako prva točka. In druga stvar je pa pol, zdaj mi je super, ker ni jaz sem si na začetku obljubila, da komentarjev pod kolumnami ne bom brala. Jaz na in jih ne berem. Članku o zdravnikih, o svojih stvarih, o knjigi o meni nikjer. Jaz mislim, da je to tako
ključna stvar za dobrobit sebe. Mislim, pač skrb zase, prva točka. Nažalost, ker se ljudje ne znamo tega, oziroma ker smo ratali prepucatorski na vseh omrežjih in je to ful postal nek nacionalni šport, je včasih dobro se malo nazaj potegniti. Druga stvar, ki pa pol padem, jaz v bistvu v ta položaj, da tudi jaz svoje feedbacke lahko dam. Eno je, da jaz dam, pa jih prejemam, drugo je pa pol, da jih jaz dam. Naprimer, če bi jaz prebrala to, kar je ta gospod zdravnik napisal, nič narobe s tem, kar je rekel, se tudi jaz strinjam. Ampak jaz bi pričakovala nazaj še en drug moment, ki je meni pomemben, pa sem tudi o tem kolumno pisala, s tem naslovom, da čisto vsako mnenje, ki ga imaš, ga ni treba deliti s svetom. Ne? A veš, ker v glavi imaš vse živo. Želim, da bi veliko ljudi to slišalo. A veš, ker je to, tvoja mnenja so ful dragocene stvari, načeloma. In jih v bistvu ful razvrednotaš s tem, ko ti jih pošiljaš okrog, brez tako, da bi se zavedal, kaj delaš. Sploh, če niso čisto formirana mogoče. Ja, ravno zato. Work in progress. Ravno zato. Da malo pomisliš, zakaj je bilo to tako. Ne? In, naprimer, iz česa to izhaja? Jaz sem bila včasih taka tradicionalna, klasična uporabnica Twitterja. Kregala sem se z vsemi. Res, z ministrom enkrat, aktualnim, takratnim. Ful sem bila pametna za vsa področja, vse znalka. Tako, ne to, kar mi gre zdaj na živce, v bistvu pri ljudeh, ko prehitro nekaj rečejo. Jaz vem, kaj to pomeni, jaz vem, kako padaš ti v to centrifugo, ki te noter povleče in ful težko stopaš ven iz tega. Ampak enkrat pa iz tega stopaš, pa nočeš tja nazaj. Ker si negativen v življenju, ker vidiš same stvari slabe, ker si nezadovoljen, a veš, ful ni dobra pozicija. Absolutno. In meni je to žalostno za ljudi, ali pa naprimer za enega zdravnika, ki ima nekaj, prej si omenil, kaj si videl, ko si krožil tam po kirurgiji. Ja. A veš, vidiš en kup enih stvari, ki mi državljani ne vidimo. Ne? Hvala Bogu, da se ne srečamo s tem vsak dan, naprimer. Ne? A veš, zakaj bi se dajal v situacijo, ko si skozi v nekem stresu? Ne razumem tega. Ker itak je že tako življenje samo po sebi zna biti stresno. A veš? No in to je neka tak moment, ko v bistvu si želim, meni je super, če neke kolumne ta za komunikacijo zdravnikov je bila ena taka, ki je spodbudila en kup enih debat. Ker so tudi prišli, jaz sem dobila e-maile pol. In je bilo ful zanimivo in je bilo branje teh e-mailov ful zanimivo. In the best, super. In se odzovem na take stvari. Ne bom se pa odzivala na neke provokacije, ki jih običajno vidim pol na Twitterju, niti ne na drugih kanalih, ker pa to pa pač ker nima nobenega smisla se zapletati v to. To se zelo strinjam in tle sem malo prepoznal, mogoče, ko si govorila o teh mnenjih in kako je deljenje neizoblikovanega mnenja neprijetno. Sem dobil tak PR vibe. Ti si delala v odnosih z javnostmi. 20 let. Ja, s tem se zdaj ful soočam, da v kolumno ne dam nekih PR mašenc pa tega. Zato, ker jaz nisem nikoli delal tega, sem pa seveda imel sploh med covidom nenadoma izjemno veliko publiko, izjemno. In problem teh omrežij tudi, ko ti napišeš neko mnenje, je, da so te številke malo take skrite. Mislim, niso skrite, ampak ne razumeš jih. Ne? A veš, če jaz grem na oder drame, ne vem, koliko je 600 ljudi, 500, koliko prije, in nekaj povem, bom imel feeling, ok, pazi malo, 500 ljudi je, ne? To zdaj kaj boš rekel. Tam ti pa piše neka številka, 3200, 4000 poslušalcev, pa se tako, vse to je sam cifra, jaz se v dnevni sobi snemam, ne? Kaj zdaj? To je pač ogromno količina ljudi in jaz sem se parkrat spekel in sem se veliko naučil in se mi zdi, da PR ne bi niti rekel, da je težka služba, ampak bolj kot to bi rekel, da je služba, v kateri se tako hitro zmotiš in lahko jo delaš zelo dober 10 let, pa ne bo noben zelo opazil tega. Če boš pa naredil nek orang kiks. Vsi bojo vedeli. Ja, in jaz sem se spomnil, enkrat sem dežuril v intenzivi in sem imel pol pauzo, sem šel iz skafandra, covid časi, in sem šel, si naredil kavo, sem se usedel. In sem šel še enkrat na računalnik nekaj preveriti, kaj me je nenadoma prešinal, pogledam jaz računalnik in vidim, da sem imel takrat 14 bolnikov čez intenzivnih, intubiranih, kolega intenzivistih je imel še 14, od teh 28 mislim, da sta bila 2 necepljena. Ne? In jaz sem rekel, to je zdaj močno sporočilo in sem pač napisal, nobene slike, ničesar valjda, samo tekst na Instagram, evo, danes sem dežuren, 28, 2 sta necepljena, prosim, pazite nas, itd. In mene naslednji dan pomemben član kolektiva pokliče in prav, ste vi včeraj objavili nekaj? Sploh se nisem spomnil najprej. Ja, pa sem začel razmišljati, kaj sem. Je rekel sam, da moram paziti,
ker seveda so takoj prišli komentarji, koliko imamo časa med dežurstvi, da lahko na Insta. A veš, čist tretja stvar. To je to, kar si govoril takrat z mano tudi, da počitek, pa kako si a veš. Tako. In veš, itak noben 24 ur ne dela. To je tu komentar, on ima ful časa, da piše knjigo, očitno ni težka služba. To so tudi komentarji. Leta, kako so zdravniki delali med COVID časom. Ker to je tista, veš, če imaš ti službo in priješ domov in delaš karkoli, razen da padeš dol in spiš, imaš lahko službo. To je ta pa Bog ne da, da uživaš v delu. Veš, če karkoli ustvaraš izven službe, očitno si premalo bremenjen. To je čist, mislim, tako izgrešenje, to sploh ne jemljem resno takih komentarjev. Ampak vidiš, kako iz te situacije se da vedno povleči in kako v resnici sem takrat dojel, pa mi je on rekel, da je lepo, da sem to objavil, ampak sem dojel, greš domov in napišeš, evo, sem po dežurstvu, grem počivati, samo bi rad sporočil to. A veš, in jaz bi to lahko počakal. Nisem sploh pomislil, da se bo to kdorkoli tako lahko prebral. A veš, ampak to je to, ker ti, ko živiš življenje, pa delaš svoje delo, opravljaš ga vestno in vse, da vse poklukaš, na koncu nisi človek, ki bo hermetično zaperal svoje življenje in svoje, kako bom zdaj nekaj rekel, kako bom zdaj nekaj naredil, da bo čim manj teh napadov. Meni gre to na živce. Vsi smo krvavi pod kožo, vsi naredimo nek bullshit ali pa karkoli, pač normalno. To je del življenja. A veš, zdaj vsi v skafandrih navidezni hodili okrog. Pač to ni to. In mimo grede, in tvoj podcast, in tvoja družabna omrežja, in tvoja knjiga kaže točno to brez skafandrstvo. A veš, tvoja ranljivost, tvoj pogled na stvari in poglej, kakšen imaš na koncu, koliko ljudi prebere, posluša, te spremlja, ravno zaradi tega. Tako da načeloma ljudje se zavedamo tega, da vsak je krval pod kožo. In je treba te stvari govoriti. Se mi zdi, da jih to privabi potem publiko, ker pogrešajo to, da nisi samo, a veš, za neko izjavo prebereš, pa greš. Imaš pa ljudi, ki so ful dobri v teh spinih, ki bo nekaj videl in bo obrnil v svojo agendo in bo tako učinkovito. Sproščujoče, ker se zaveš, da je to lahko kadarkoli narediš. A veš, karkoli lahko da na spin in ko se to zaveš, pol nehaš paziti. Jaz sem na začetku ful pazil, kako bom jaz se izrazil, kako bom pisal, kako bom delal, da ne bo nihče mogel vzeti, kada komu kaj hočem. Ampak on, če hoče, lahko vedno to tako vzame. In potem se malo sprostiš, ker si rečeš, to je tisto, noben na svetu ne bo všeč vsem na svetu in tudi to, da nekdo se ne strinja z nečim, ima lahko 1000 razlogov in nekateri od njih so tudi banalni. Le en primer, ti naprej sem vprašal, kako mi je pisati kolumne. Meni je bilo na začetku ene prve 2, 3 mogoče, sem ful trpela. Mislim, uživala, ampak trpela zato, ker sem imela ta sindrom vsiljivca preklopljen. Zakaj ti ne? Kdo si ti ne? A veš, koliko je enih drugih žensk, bom rekla zdaj, ajde, ki podpiramo tudi ful ženske, ki jih je premalo kolumnist. Koliko je žensk, bi lahko mogoče imele bi bilo dobro, da imele priliko pred tabo. Vse te žive stvari. Pa tako. No, jaz sem se zdaj kakšen teden nazaj, ko to snemava, pogovarjala z mojim urednikom, Mihatom Šuštaršičem, in je rekel, ful mi je zanimivo, ko gledam tvoje kolumne zdaj, pa te v primerjavi s parimi meseci nazaj, koliko je bolj tako lahkotno, tudi krajše odstavke delaš, pa tako, ful se mi zdi, da bolj svoje misli pa neka mnenja uporabaš, a veš tako. In se reka, točno to, zato ker sem prej en mesec se pripravljala, ker imam vsak mesec kolumno, en mesec sem v glavi pacala kolumno, a veš, tiste 3 tipkane strani, ti v Švedu, kva to pomeni, ker si knjigo izdal. A veš, v primerjavi zdaj, ker napišem to, 2 dni preden imam oddajo. A veš, pa se razmišljam že prej, ampak ne ukvarjam se cel mesec da bom probala čim bolj hermetično zapreti neke stvari. Vidiš, to je tudi eno super sporočilo, ki tudi dejansko zdaj v tej drugi knjigi moj razvijam, ki se ukvarja s tem, drugače znanost mirnega življenja je naslov in razširam nekako na te psihološke koncepte zadovoljstva, miru, spokojnosti in malo je tudi o počivanju, seveda, umetnost lenarjenja in tako. In je ena možganska struktura, je ta privzeta nevronska mreža, to je en skupek sive skorje, ki dela takrat, ko ti ne delaš. In dejansko, dokler si fokusiran, to lahko slikamo in pogruntamo na ta način. Je tisto ugasnen in polko ta mind wandering, kot si rekla, recimo greš na sprehod, greš teč, ne vem, obrezuješ cvetje, če ti je to nekaj, kar te samo malo zaposli, ampak lahko misli tečejo, ti pa tiste aktivira. In ti, kot si rekla, lahko en mesec delaš na tej kolumni, ne da bi vedela. In ti ta podzavest nekako sugerira to. Jaz sem tako, ko sem razmišljal, pravil tudi o tvoji karieri, o PR-ju in tem.
sem tako čisto dobil eno idejo, pa sem mal po Googlu, kaj so bili najbolj svetovno veliki PR fails, se pravi, spodrslaji v odnosih z javnostmi in sem jih so kar zanimivi, no, ampak nekaj primerov, recimo leta 2009, se pravi malo po 9/11 že, se je Ministrstvo za obrambo odločilo Amerike, USA, da bojo naredili photoshooting Air Force One, to je ta letalo od predsednika. Sicer njega ni bilo gor, ampak so naredili. In ta photoshooting so hoteli narediti nad New Yorkom in to niso skomunicirali z nikomor od ljudi. In tisto letalo je pač obletavalo izjemno nizko, pa okoli tega kipa Svobode, pa gor in pač ljudje so bežali iz stavb. Wow. Tako pač res je bilo grozno. No? Vsi so mislili, da je še en napad. In nihče ni vedel, pa vse so se zmenili, ampak nihče ni pomislil, da mogoče bi lahko tudi New York vedel. In je dejansko na ta način neka grozna panika je bila. No, še ena, mogoče malo hujša, se mi zdi, Bud Light. Je imel 2015 kampanjo, ki se imenuje Up for Whatever. Da pa že to mogoče, ampak pazi, ne samo to. Gor so napisali, šla je ven serija Flash, na katerih je pisal The perfect beverage for deleting no from your language for the night. Se pravi, popolna pijača, da ne boš mogel ali pa mogla reči ne danes. Ne. Tako da si lahko predstavljaš, da... Ja. Dobro, to je zdaj tako, če dava tak nek časoven kontekst, pa ki si glih Bud Light omenil, to je bilo 2015. Ja, no? 2015. Se pravi, to je bilo pred Me Too, ki je bila ful močna, ne? Če bi bilo pop, še huje. Ja. Ampak predstavljaj si, da ista znamka je v letošnjem letu dala ven eno piksno transspolno osebo, ki je to objavila, svojo piksno, ki so jo personalizirali na svojem Instagram kanalu in zaradi tega so, mislim, da zgubili 25 milijard prodaje v zadnjih mesecih. Ne. Mislim, hočem reči, ko gremo mi kot družba na tej senzibilnosti, pa na teh stvari, koliko so to pomembne stvari, pa jaz mislim, da tukaj ni šlo za to, ker tle je bilo predvsem problem, ker se oni niso dobro odzvali nazaj, ko so se teh backlashi začeli, ampak so se umaknili, ne, kar je najslabše, kar lahko narediš, ampak ja. A me boš zdaj vprašal, kjer je moj najslabši PR moment? Ja, lahko, če že omenjaš. Ker sem zdaj prav pomislila. Ja, v bistvu imam enega, ki ni bil moja, v navednicah, krivda, ampak se je pa zgodil, pa noben ni pomislil na to, da se lahko. Ja. Jaz sem delala na enem projektu Slovenija vodka. Okay. In to ful časa. Se je razvijal v Sloveniji, leta in leta smo delali na razvoju izdelka. In ustvarjali so ga na Fruktalu. Preden so ga kupili Srbi, ampak se nima veze. V glavnem, ustvarjali so ga na Fruktalu in kaj se nam je zgodilo? Mislim, da 1 leto ali pa 2 leti, preden smo dejansko lansirali ta izdelek, je en visok uslužbenec na Fruktalu popoldan igral fuzbal s prijatelji in med njimi bil tudi en novinar financ, časnika financ, takratni. In tako pač vmes, ko so šli pol na per, pa to je malo namignil, ne? Da kaj mi zdaj pripravljamo, slovensko vodko, premium za ameriški trg. Ne? Ja, in 3. januarja, prvi delovni dan, 3. januarja jaz dobim klic od tega novinarja, da bo naslednji dan na naslovnici ta zgodba. Jaz takrat nisem vedela, odkje je to prišlo. Wow, liknali ven, ne? Jaz nisem vedela, odkje je to prišlo, to sem pol mesece kasneje izvedela. In da zdaj treba to rešiti. Ne? In kaj je bil flop tega, je bil, da je zgodba šla, čisto nenadzorovano iz tam, kjer bi mogli vedeti, da se to ne dela. Ne? Jaz sem imela na drugi strani Atlantika naročnike, ki sem mogla čakati 6 ur, da so se zbudili. Ta zgodba je šla sicer valjda ven, ampak kaj se nam je zgodilo iz tega? Nekdo v Sloveniji je prebral to zgodbo in dobil krasno idejo, da registrira blagovno znamko Slovenija, pazi v Ameriki, kar ti ne moreš narediti, ker to je država. Ne? Ampak, ker je bil pa prvi, ki je v kategoriji žganih pijač hotel registrirati Slovenija in karkoli iz Slovenije se potem razvije Slovenija, karkoli, Slovenija vodka, Slovenija pivo, vse, je imel predkupno pravico, oziroma je rekel, zdaj bom pa to lahko njim prodal, ko bo oni hoteli to registrirati. In ta znamka še danes ni registrirana v Ameriki zaradi tega. In to je že leta kasneje. To je na primer en tak PR-ovski flop, ki se ti zgodi, tudi ko imaš vse stvari načrtovane, pa pripravljene, pa paziš, pa tako. A veš, majhen trg, majhno si se poznamo med sabo, je treba ful paziti, ko delaš kakšne take stvari. No. Zdaj bom še bolj živčen, objavljam karkoli. Ne, ampak lahko se ti tako zgodi. Nogometa ne igram, na srečo. No, ampak, wow. Vidiš pa, koliko si začela zgodbo, preden si zdaj pojasnila cel razplet, sem še tako bil, pa dobro, veš, mislim, bojo pa malo prej izvedeli, veš, kao ono, a se ti strinjaš s tem? Kako, čakaj, da bom zdaj pravilno povedal.
kako se reče, no publicity is bad publicity. Da vsaka reklama dobra reklama. Ja, vsaka reklama je za nekaj dobra. Se pa tudi, če te nekdo blati, s tem ker jaz by the way za to nisem želel deliti, ko so mi pošiljali med COVID časom neke članke teorij zarot. Če lahko pokomentiram, sem vedno raje pokomentiral neke navednice, ne da bi delil še članek mojim 30,000 ljudem, da ga potem klikajo naprej, ker tam je vedno bil nek denar zadaj, jaz prodajal neke stvari. Ne? In kaj ti misliš o tem izrazu? By the way, to je ful odgovorno dejanje. Ja. Hvala. Mislim, ne res, ker to ne pomisliš na to, da v bistvu tisto stvar, ki daš ven, da nekdo pa tebe spremlja, zato ker misli, da si verodostojen. In bo mogoče to vzel. Ja, pa plus, da bi te le še marsikaj lahko zgodil. Ne, jaz se s tem ne strinjam. Absolutno se s tem ne strinjam in mislim, ne vem, se mi zdi, da je en kup enih primerov, ki kaže na to, da to ni dobro. Konec ta primer, ki si ga dal prvega s tem letalom, jaz to nisem slišala, mimogrede, ful dobro si povedal. A veš, to je že en tak moment in če si ti tam ljudi prestrašil, strašil levo in desno, že tukaj ti pokaže, da je to zgrešena logika. Ne? Je pa zdaj se dogaja ena stvar, sicer nekaj časa, ampak z vzponom TikToka, pa še toliko bolj, social issue marketing, ne? Kjer v bistvu, to je bil zdaj primer tega Bud Lighta, ne? Koliko so si oni ustvarjali enega medijskega prostora in pozornosti za eno tako aktivacijo, ki so jo naredili. Če izvzameš, da so zgubili tržni delež, mislim, da je za 3%, z 10% na 7% padel, pa koliko prihodka načrtovanega so zgubili. Ne? Če daš to zdaj na stran, rečeš, to ni pomembno, čeprav je. Ne? Če daš to na stran, so dejansko dobili ful ene pozornosti. Dosti več ljudi je slišali za to, kot če se ne bi to zgodilo. Absolutno ne. Ampak tle pa zdaj druga stvar, ki se pa zgodi, da se je v družbi začela ta kulturna vojna še bolj potencirati. Ne? In jaz pripisujem del te gonje, ki se dogaja proti skupnosti LGBT, posebej proti transspolnim osebam, tudi pri nas, pripisujem tudi temu momentu. Žal. In tle mislim, da kot družba gremo nazaj, tako da ni vsaka reklama dobra reklama, zato ker lahko v družbi naredi neke spremembe, ki nas dejansko potiska nazaj v črno luknjo, pa v stari vek, namesto da bi nas naprej. Se strinjam in zato je tudi to važno, da pomisliš, tudi če bi objavil ti na nekem svojem kanalu, glejte, kaj je on napisal, s tem se res ne strinjam, da je boljš, da malo zapakiraš. Nek človek je omenil, da v smislu zapakiraš in pole, če bo kdo res hotel brati, bo pač po Googlu nekako, pa bo že najdu, ne? Se pravi, nobenemu nič ne odrekaš. Sam, da ni to, da zdaj se to ime pač ponavlja in recimo taka tudi nestrpno stopnjuje na nek način. Ampak sorry, ker ti zdaj eno stvar še povem. Ne vem, če si ti to opazil, ker ne vem, če si ti na Twitterju, nisi. A ne. Super, odlično. To je ena zanimiva zgodba. No, ne, ampak ti bom povedala primer, ki se prav dotika tega COVID časa, pa cepljenja, pa zagovornikov proti cepljenju in zagovornikov in tako naprej. Bom probala zdaj neimensko, ampak tisti, ki spremljajo, bo točno vedeli. Eden od največjih podcasterjev globalnih je imel na podcastu, je gostil kandidata za predsedniške volitve naslednje leto, ki bo v Ameriki, ki velja za enega od glavnih zagovornika proticepilskega gibanja na svetu. Ne? In ko se je to zaključilo, se je oglasil en zdravnik, ki pa deluje na področju cepljenja, se je oglasil na Twitterju z protiargumentom, da zakaj je to problematično, kar je bilo objavljeno. Ne? In ga je ta podcaster pozval na verbalni dvoboj s tem gospodom, ki je gostoval pri njemu. Ne? In zdaj, kaj se zgodi? Mi smo postali družba, ki živi v permanentnem reality šovu. Ne? Mi skozi hočemo te neke fajte gledati. Veš, tudi polka se je kasneje pokazal, ta Elon Musk je povabil Marka Zuckerberga, da se gresta bojevati v ring. Pa to, še v ring, veš, jaz si tako mislim včasih, s čim se mi ukvarjamo, kam gre naša pozornost, zakaj to počnemo. Ne bo šel en znanstvenik se pogovarjati na tak način in je prav, da je rekel ne na konc. Ne? Ampak k njemu so šli domov ljudje in so ga snemali in objavljali to 2 dni potem, ko je bilo to na Twitterju. Ampak veš, te pozivi so bili tudi v nas. Je bilo, zakaj se daje medijski prostor profesori Hanu, znanstvenikom, zdravnikom, ne pa tem nasprotnikom cepljenja in zakaj ni naredimo mi zdaj okrogle mize in soočenja. Pa tudi malo iz tega, kar si rekla, reality show želje, malo pa po mojem tudi iz tega, da se kao dejansko neka mnenja, jaz bi rekel, iskrena želja, potem, da se vsa mnenja predstavlja. Ampak tle je en problem, to, kar si rekla, kaj je stvar reality showa, kdo bo zmagal v resničnostnem šovu? Tisti, ki bo najbolj nastopil, tisti, ki bo najbolj karizmatičen, tisti, ki bo najbolj drugačen, glasen. Ja. Se pravi, ne tisti, ki ima nujno prave informacije, ne? Ker veš, jaz poznam ogromno recimo odličnih znanstvenikov, ki so res slabi v nastopanju, ki so živčni, ki se jim trese glas, ki bojo pred publiko
težko povedali koherentno, imajo pa prebran toliko študij, ker znanost ne deluje na ta način, kdo je bolj glasen, ima prav, ne, in hvala Bogu. In če boš ti dal neko soočenje, bo recimo nekdo prišel z članki, bo prišel s informacijami, on bo pa nazaj butal, ne, in ven padal in bil, ne vem, lep, postaven, glasen, hud in bo lahko izpadel, kot da ima prav. Dejansko, ne, lahko bo. In zato je važno, to, kot si rekel, da se take neumne vabila pač zavrne. Ne, lahko debatiramo, če so neka osnovna pravila te debate, ampak če bo to nekje broadcastano, če bo to nekje šlo na televizijo, pa tle ogromno tvegaš. Ne? Ja, in pa se potegne ven slote, ki tebi sedajo. Veš, mislim, tle treba res ful paziti. Pa še ena druga stvar je tukaj, ne, glih v času COVID-a, jaz bi si ful želela, da bi se mi kot družba ene stvari naučili, pa se nažalost zgleda nismo. Ne? Da, ko se ti znajdeš v eni taki neverjetni situaciji, kot je bila pandemija, globalna, greš v live by learning. Ne? A veš, vsak dan so se spreminjale stvari. Saj smo imeli vsi tega dosti, ampak danes govoriti za to, kaj bi bilo dobro 3 leta nazaj narediti, to je za vsako stvar. Ne moreš, ti se moraš postaviti v čas, pa v tista znanja, ki si jih takrat imel. Ja, absolutno. In jaz tudi to kdaj v službi, ker veš, seveda, ni ga zdravnika, ki ne bi naredil kdaj napake in pogledaš za nazaj, ne, in jaz vem, da enkrat nekega laboratorija nisem vzel, ki bi ga potem v resnici mogel, no, in potem, ko me je eno vprašal, zakaj tega nisi naredil, jaz sem sam lahko rekel, če bi vedel, da bo ta človek šel čez 12 ur v sepso, bi vzel takrat laboratorij. A veš, ampak zapomnil si pa tega vedno, verjetno. Ja, seveda, absolutno. No. Ampak ti narediš neko odločitev, glede na podatke, ki jih imaš. In po eni strani jaz ne maram defenzivne medicine, a ne, da nekdo prije in vzameš vse, kar obstaja, sam da boš miren. Po drugi strani pa seveda ne smeš ničesar spregledati. Ne. Ampak za nazaj vedno lahko pogledaš, kako bi lahko delo boljše. Vedno. Še kaj bi te vprašal, komunikacija, ne? A misliš, da je to prirojena veščina, ali bi se mogli tega vsi učiti? V šoli, v srednji šoli, v vrtcu. V vrtcu se ful učijo, se mi zdi. A se, ne? Tako reči, prosim, reči. Ja, meni se tudi zdi tako, da so ful bolj za določene stvari, kot smo mogoče bili mi. Ampak jaz mislim, da nismo vsi dobri v tem, ne? Bi pa z vsakega od nas koristilo, da malo to znamo. Jaz bi v bistvu v osnovne šole dala par stvari, ki jih ni. Eno je komuniciranje, drugo je odgovorna uporaba družabnih omrežij interneta. Kako veš, kje poiskati informacije, da je verodostojen vir, kako prepoznati lažne novice od verodostojnih novic. To bi bilo fantastično. Družabna omrežja, kako konzumiraš vsebine in kaj daješ od sebe gor na splet. In se zavedaš, kaj to pomeni. Dala bi človečnost. Oziroma upravljanje. To vem v tujini, ampak jaz bi tako dala to že v vrtcu, že upravljanje tvojih čustev, tehnike, dihalne vaje, vsem pač to in definitivno, komunikacijsko tudi, ne, seveda, pa definitivno bi dala finančno opismenjevanje. Ja, to se zelo strinjam, res. Ker jaz tudi vidim, kako težko je, že sam, to je druga stvar, jaz recimo svoje plačne liste v UKC ne znam prebrati. Jaz ne vem, a mi oni računajo eno dežurstvo manj ali pa več. Če vidim veliko odstopanje, pa delam podobno kot prejšnji mesec, pol grem do njih pa rečem, da so te ure ali pa si vsaj ure zračunam, ampak če je tam, jaz to pustim in se dogaja, pač seveda ne, ker je to 1000 zaposlenih, da po mojem tudi kdaj za ston delaš, ali pa kdaj dobiš kaj preveč. Ne znam in to mi je ful neumno, ker mislim pa, da tle bi pa lahko dal en del odgovornosti na delodajalca in da bi imeli neko zakonodajo, ki bi rekla, ti moraš naprintati nek povzetek pol. A veš, meni lahko piše, ne vem, neto, bruto, to, transfer, tisto, pa ure, ki imam, pa neke ure so pol, ne vem, až različne ure so pa neprekinjeno zdravstveno varstvo, dežurstvo ni isto to, ampak samo da je nek povzetek, dežurstvo je bilo 2 ure črtanja od prejšnjega meseca, zato je tako, a veš, samo da mi pol in to mislim, da manjka. No. A veš kaj, zato ker ti, ker komuniciraš, pri komunikaciji sta 2 momenta in doskrat drugega spustimo, ne. Eno je, da ti poveš, drugo je pa, da preveriš, če človek je to dobil, razume, kaj si hotel povedati. A veš, in tega ta drugega dela, to za vsakega velja. A veš, ti, kad daš podcast ven ali pa knjigo, tebi je v interesu, da nekdo, ki bo šel to poslušati, brati za tabo, da bo razumel tako, kot si ti si želel. Vse bo po svoje neke stvari si še zraven pripelal, pa izkušnje, pa spomine, pa mogoče bi kdaj pri zdravniku, pa zdaj prebral eno stvar, pa ga je spomnila, pa se nasmeje. Ja, to so pa te osebni obeski še zraven. Ampak ta ključna stvar,
je pa ful pomembna in to se ne dela. Ne? Tudi na tej ravni, če zelo tako bazični. Ne? Ja, in pa je pa še druga stvar. Ne? Mi recimo smo pa imeli sporazumevanje v prvem letniku medicinske fakultete, samo 3 mesece v sklop. In ti povem pa, da je bila pa nastrojenost študentov medicine zelo negativna proti tem. Ne? Veš, v smislu, kaj zdaj to, učme kirurgijo, kje je naravoslovje, pogovarjati se pa znamo, ne? To je nek FDV stvar, ne? Tako malo tista vzvišena, arogantna. Ne? In ti povem, da pol te prizemlji z leti. Ne? Zdaj, če bi v specializantskih letih bi rekel, da sem zelo vesel, oziroma da bi imel celo rad še več. In najbrž bi tudi mlajši se malo tako, čeprav v šoli tako se mi je zdelo vse brez veze, takrat, ko sem bil star 16, kaj beremo o teh pesmih, kaj beremo to, zdaj pa berem pesmi v prostem času. No, vidiš, In se mi zdi, da tle moraš pač preko te skepse, no, da ljudje dojamejo, ker konec koncev jaz sem v tej knjigi, ki opisuje tehnike oziroma koncept mirnega življenja, ogromno časa namenil o odnosih pa komunikaciji. In a veš, če vzameš knjigo o mirnem življenju, včasih misliš, da to mora biti prostitvene tehnike, meditacije, kako se umakniti, kako se umiriti, ampak a veš, če pomisliš na svojih zadnjih 5 najbolj stresnih dogodkov v življenju, boš videl hitro, da skoraj vse so vključevali eno drugo osebo. A veš, redko si bil stresen nad to mizo ali pa nad, ne vem, lučjo, ki brnijo. A veš, vedno je bila neka komunikacija, neka interakcija, nek odnos in se mi zdi, da tukaj vidiš, ne, da tudi če si najboljši voznik avta na svetu, ne moreš sam zapeljati v krožišče, da bi pogledal, dokler drugi ljudje obstajajo in boš mogel delati neke kompromise in iskati neka znanja tukaj. Ne. Absolutno. Ja, veš, kaj bi šel še malo na to iz čiste komunikacije, malo na tvojo pot kot samostojna podjetnica, ker si veliko o tem govorila in se mi zdi tudi to kot neka taka pogumna stvar. Enega prijatelja imam, ko sem enkrat govoril z njim, pa sem malo menil, da imam toliko te službe v UKC-ju in da sem utrujen in da razmišljam, če bi jaz zdaj šel tudi samo SP. In je rekel, veš, to je tako, greš v SP, da ne bi delal od 8 do 4 in pol delaš od 8 do 8. Kakšna je tvoja izkušnja? Okay, jaz predvsem nisem šla v SP oziroma v podjetništvo tako, da bi razmišljala. Jaz sem izgubila službo. Aha, jaz sem zadnjo službo, jaz sem zadnjo službo, to tako fura, da povem to zgodbo, jaz sem zadnjo službo na ProPlusu kot PR-ovka izgubila po 7 tednih, bila označena za nesposobno. Dobila en ful lep dopis, ki mi je ful žal, da si ga nisem shranila, ker je to pisal zadnji stavek tako, škoda mi je ful, ki bi dala okvire za tako kao. In potem sem po pol leta, ko sem mislila rišajk narediti, pa dela čist druge stvari, ker sem jo vse skupaj zamerala, sem rekla, edina stvar, ki vem, da nočem, je, da grem spet v neke te postopke razgovorov. Ker sem imela neko tako obdobje 2 let, ko sem tako na pol leta, na par mesecev menjala, pa se vselila v London, pa nazaj, pa pol služba, pa pol 7 tednov. In sem tako ful utrujena od tega, ker to so ful stresne stvari. In takrat je bila neka priložnost, da odpreš samostojno podjetje, da si pač postaneš SP, da dobiš neke subvencije, da ti prvo leto krijajo prispevke pa računovodski servis. Ja? In jaz sem rekla, evo, za 1 leto grem, se malo kao spočiti, a veš kao. No, in 13 let kasneje sem tle. Tako da to ni bil plan. Je pa tako, jaz sem v bistvu zdaj po 13 letih letos prvič ugotovila, da čeprav sem mislila, da imam neke postavljene meje, jih nimam, zato ker sem si najela pisarno in ugotovila, da ne morem delati izven svojega doma, kot sem bila navajena. Ugotovila sem, da ni toliko fora v času, kot je v prostoru. Oziroma ne, toliko v prostoru, da delaš od doma, pa imaš vse pomešan, ker jaz imam posebej prostor, ampak bolj v času. Jaz včasih kakšno stvar razmišljam, je ful fajn, da lahko imam zraven ta velik računalnik, takrat sem ga nesla v mesto, pa pol ga nisem imela pri sebi doma, da grem pisati kakšne stvari, ne vem, v nedeljo zvečer, ali pa zato, ker se jih prestavim na kasnejši čas, ali pa zato, ker ne vem, sem utrujena, pa ne morem. Ker imaš ti kreativne stvari, si moraš omogočiti, da imaš vse nekje pri sebi neko stvar, da lahko takrat v tistem momentu, ko dobiš telefon ali nekaj. Ja. Tako da jaz se strinjam s tem, sem pa ful ratala zaščitniška do svojega časa v zadnjih letih. Zato, ker se trudim delo, ki ga imam, opraviti čim hitreje, da sem čim bolj učinkovita, zato da mi ostane čas za počitek, ki si ga omenil, zelenarjenje, ki mi je ful dobro, da si to dal noter v knjigo, to prvo tudi, ker se mi da imamo tak ful slab odnos do tega. Ja, in zato je tudi v tej drugi sem se malo sredotočil na to, da to slabo veš podreti. In to s tem, da ne govorim prosim počivi, ki je dobro date, ampak da
kažem, da to tudi prispeva k produktivnosti. Ja. A veš, ker ti, če imaš službo, to sem tudi napisal, da moraš prepogniti en list papirja, pa ga odložiti, boš v 12 urah jih več prepognil, kot v 6. Ne? Če imaš pa ti službo, kar rab neko kreativnost, pa nek moment, ne? Da nekaj se spomniš, nekaj česa novega, podatke poveš na različne načine, pa rabiš tudi oddih za možgane, ne? Ker ti neke podzavestne stvari tako sugerirajo. In lenarjenje je zagotovo ena taka stvar. Lenarjenje je mogoče tako malo negativna beseda, ki jo jaz probam zdaj tudi. To ne pomeni, da se vržeš, pa si tam pa cel dan odležiš, ne, zato umetnost, ne, kdaj nehati. Ampak na ta način, da počivaš toliko, da si v redu. Ne pa, in škaj je ena stvar, ne, pri tej slabi vesti, jaz tako rečem, človek ima vedno dve najvažnejši valuti tvoje v življenju, sta čas pa energija, ki sta omejeni. Ne. Nihče ne more, tudi če si ful želi povleči 25 ur, 26 ur, danes res rabam, ne, iz dneva. In problem je, da se kdaj damo neko stvar, recimo moj primer, jaz sem se takrat, ko sem dežuril, Mina je bila stara okoli 6 let, pisal sem svojo prvo knjigo, sem se odločil, da bom se res zdaj spravil v fitness 4-krat na teden, do poletja. Ne. Nisem razmišljal kako, nisem razmišljal kdaj, sam to je bila moja veš, anything can happen, pripravljen si na vse, tako sem bil. Ne. No in jaz to se odločam in seveda po 2 tednih padem v čisto krizo, ker mi absolutno to ni ratelj. In potem se začnem sekirati in veš, kako je tisto. Jaz sem neuporaben, to vsem rata razen meni, jaz se nič ne morem odločiti, tiste self-pity momente. No in pol dojameš, ne, da ti se lahko karkoli odločiš, sam če ne boš načrta, kako boš to umestil, jaz lahko grem 4-krat, ne lahko grem 6-krat na teden v fitness, ampak ali ne bom pisal, ali bom manj s hčerko, ali bom nehal dežurati, nekako bom mogel to umestiti. Ne? In tudi to odločiti se, jaz pa rabim skrbeti zase, zdaj bom 1 uro na dan počival, bom šel ali na sprehod, ali bom ležal malo na postelji, ali bom meditiral. In pol ne pomislil, katera ura bo to, a ne? Bo isto, zvečer boš padel dol in boš rekel, danes nisem mogel, danes tudi nisem mogel, pa začnejo te misli, jaz to ne znam, jaz to ne morem in tako ne. Tako da se mi zdi, da je zelo važen vedno v teh velikih planih tudi narediti kontekst, kako to izvesti. Ne, mislim, to so pa te neke navade in tako naprej. Ne, veš, jaz imam tle, se mi zdi, da pri nas se moramo še veliko, pa ful mi je dobro, da zaradi tega, prav zato, da odpiraš to tematiko, ker se mi zdi, da smo ful slabi v tem, plus en kup enih sporočil v okolju dobivamo, ki so totalno kontradiktorna temu, kar se mi zdaj pogovarjava in se mi zdijo ful napačna. Veš to, da naprimer nekdo, ki je na neki poziciji, v katerega je ful žarometa usmerjen, naprimer je minister, da ne bom zamenil, whatever, predsednik vlade, predsednica vlade države, vse. In reče, skozi mora biti dosegljiv. Ali pa 24 ur na dan dela, ali pa naprimer zadnjič je bila ena gospa, ki ima tudi pozicijo, pa je rekla, jaz sem v življenju vse svoje vloge vedno 100% pelala in bom tudi to zdaj, ker sem novo službo dobila, ki je ful odgovorna. To so stvari, ki ustvarjajo v družbi vpogled v to, da nikoli nisi dosti dober. A veš, skozi nekako gre za to, da te že sam pri sebi imaš težave, tako kot si rekel, greš na ta hrček, a veš, tam tako skozi noter pletaš. Ne? Pa še to slišiš, prežgeš televizijo zvečer ali pa na družabno mrežo in pa ta sporočila dobiš in se mi zdi tako ful neodgovorno. Se mi zdi to. No? Ker že tako imamo slab odnos do dela, ker misliš, da moraš trpeti, pa boh ne dej, da rečeš, da si naredil vse pravočasno, kar pač to grozen. Ne? Do počitka tudi, veš, to so stvari, kakao, ne smeš z teh stvari govoriti, ne? Ali pa pokazati nekomu, da si vzameš čas zase. Jaz se spomnim, leta nazaj sem začela s tem, da ob petkih ne delam. In to je bila odprta kuhna, preden sem še začela z njimi delati. Mislim, da prva, druga sezona odprte kuhne, to je se pravi že 10 let nazaj. Jaz sem šla tja sama za cel dan in sem se tam srečala pol z ljudmi. Mogoče kdaj je prišel kakšen naročnik zraven, smo kakšno stvar rekli, tako da se kakšno stvar narediš, ampak avtomatično pa ni bilo. Mene ni v petek za računalnikom, tako da če mi boš v petek nekaj poslal, da se nekaj na računalniku naredi, mene ni. In tudi ne bom v ponedeljek zjutraj imela, ker ne bom čez vikend delaš. Moraš sam sebe najprej dobesedno nastaviti in potem pa postavljati meje, zato da postaviš pol meje nekomu drugemu. To je tudi pri nas ful težko. Vem, ampak tudi moje delo je drugačno kot tvoje, a veš tudi. Se tako, tle je treba tudi malo razumeti to dinamiko življenja. Absolutno, ker to jaz tudi zelo probam, zelo je težko, ker enostavno, zdaj, ko se na dopustu, recimo sploh, ampak tako tudi za vikend pa to, veš, pa imaš daj, mi imamo seveda služben mail, pa imaš pa še kup enih
teh chatov, ne, Viberjev, WhatsAppov, kjer v eni smo infektologi, v drugi smo intenzivisti, v tretjem smo ne vem kdo, in pol nekdo zboli, rabiš menjav dežurstva, te en kliče domov, zakaj si včeraj menil antibiotik, sam povej mi, ker nisem razumel zapisa, pa si tako valjda mora vedeti, ne. Tako da se je kdaj zelo težko odklopiti in to sem jih kdaj poznano. In tako zdaj tudi, danes sem se opazil, da sem pač te službene maile bral in pa sem si rekel, da zdaj pa res ni treba, ne gori voda, jaz sem pač zdaj na dopustu ta trenutek, ko to snemava, da snemava tudi naprej in pač ni treba, da to odpiram. In to, kar si rekla, jaz recimo nisem tako določil dneva, ampak sem si pa rekel, da večer, niti ne točno ure, a je to 10 minut, pol ure, 40 minut, ampak zvečer želim imeti svoje obdobje nekega umirjanja, kar ni telefon, kar ni služba, kar ni, v bistvu je pač hčerka, uspavanje hčerke, potem kakšna knjiga, ne vem, če hočem televizija, meditacija, karkoli tazga, da se nekako umiriš in jaz ta stres SP-a, sicer, ki si govorila, drugače dojemam, ker mene to zraven, ne, je stresno, ker me kdaj obremenjuje dodatno, ampak po drugi strani nisem pač odvisen preživetja od tega, ne, ampak vseeno, če imaš 2 službi, kar se zase res lahko rečem, da imam, te pa pol to tudi začne malo tako masirati. No, iz vidika tega mogoče SP-ja in vseh podjetništv bi se jaz samo rad omenil, no, da umetnost lenarjenja, ta epizoda najina, nastaja tudi v sodelovanju z Varuhom zdravja Vzajemne in se bi zelo lepo zahvalil, da imava tako krasno možnost, da sva tako opremljena, posneta in se vidva naslednjič na otvoritvi druge knjige najbrž. A imaš ti kakšno dnevno ali pa tedensko navado, ki ti zelo niža stres? Včasih sem ful delala jutranjo rutino, sem imela 2 uri dolgo. Aha, dobro. Jaz živim sama, pa nimam otrok, no, še to. Ja. Disclaimer, ful pomemben. Ampak se mi zdi, da smo padali pa malo to, da treba imeti jutranjo rutino, pa da mora biti ful dolgo, ker ni point v tem. Ampak dejansko imam eno stvar, ki mi je ful dobra in to je, da začnem načrtovati naslednji dan zvečer, en večer prej. Se pravi, naprimer, jaz, ko zaključim z delom, pa govorim zdaj, ko rečem, da zaključim z delom, ko ugasnem računalnik, rečemo, ne, služben. Jaz pogledam, kaj imam naslednji dan in si skiciram na listek papirja, ki imam ful rada tako analogno, kjer so ključne 3 stvari, ki bi jih rada naslednji dan naredila. In si jih pač od najbolj pomembne pa one, ki najbolj nočem narediti, si jo dam na prvo mesto, da je prva zjutraj, ko jo naredim, pa pol še ne 2 tiste malo večje stvari. In kaj mi, to si v bistvu razbremenim si misli zvečer, ko se ugasne luč, ko začneš razmišljati, kaj moram še vse narediti, ni tega. Ne razmišljam, ker vem, da imam to tam napisan. In zjutraj, ko vstanem, običajno zajtrk počas pa to. In zdaj sploh v teh mesecih, ko sem malo bolj tako na off, malo te poletni, pa dopustniški, pa to, sem začela z eno stvarjo, ko sem jo malo pozabila v zadnjih 2 letih mogoče, no, je to, da grem zjutraj kakšno knjigo brati. Ampak to tako knjigo, ali kakšno strokovno, pa rečem tako, ne vem, ali poglavje, če krajše, ali pa tako 10 strani. In mi je to ful dobro funkcionirano. To je res fajn, če ti uspe zvečer vsaj en del jutra si. Mislim, jaz to popoldan že naredim, veš? Ja, ne tik pred spanjem, to še boljše. Popoldan, ko zaključam tisto, da vidim, ali pa če mi je kaj ostalo v temu dnevu tekočem, da mogoče kakšna stvar nisem uspela, si jo predstavim pol na naslednji dan in si jo zabeležim. No. Ful dobro. Naprimer. Kaj pa tako, za koga, te še to vprašam, no, malo za na konc o podcastu, ki bi rad recimo začel z ustvarjanjem vsebin. Kako začeti, kako pridobiti občinstvo, a je nujno imeti neko rdečo nit. Meni je nekdo rekel, en radijski prijatelj, ki dela na radiju, da je ta leto, ko sem mu pokazal, pač koliko prenosov je imel moj podcast, je rekel, da to je izjemno veliko za Slovenijo, sploh za nekoga, ki ni na prvo žogo. Pa ni mislil to slabo, ampak pač nimam neke teme ene, a veš, ne vem, nogomet, avtomobili, humor. Se pravi, nekako generalno je neka nit duševnega zdravja, ki jo probam držati, ampak zelo okoli skačem, ne. Kaj je nekdo, ki bi rad začel ustvarjanjem vsebin, a misliš, da bi to, jaz si najbolj predstavljam, da bi bil ful dober kakšen crash course, ki bi ga lahko kupil in bi imel predavanja neke, ampak bi moglo biti zelo aktualno. Ti si se najbolj sama v to vrgla. Jaz sem en ta crash course naredila. Aha, v redu. Pred 4 leti. Pa tudi imamo v mislih to nekako narediti. Tako pri nas, ampak to je na to-do listi. Na to-do listi je, drugače pa se mi lahko tudi piše, ljudje pa jim tako pomagala, kad sem tepla. Ja, meni si res pomagala. Ne, ampak dejansko danes podcast začeti,
A veš, tudi tako, jaz, ko sem pred 4 leti, zdaj bo kmalu 4 leta začela, jaz sem šla v podjetniški podcast in še danes sem v kategoriji podjetništvo. Ja. Čeprav moj podcast je že ful prerastel, ni sam podjetniški, je življenjski, dajmo tako reči. Tako da jaz se v bistvu niti ne obremenjujem toliko s tem. A veš, tudi tako, naprimer, ker sprej rekel, da si poslušal za finance. Jaz 3-4 leta nazaj ni šans, da bi govorila o teh stvarih. Se je bilo ful simpatično. No, evo, ker pa ne vem, ne. Mislim, zdaj vem v bistvu več. Tako da malo se poskušam tudi kot toku življenja prilagoditi. In spet to, ranljivost, ne pokažeš, kje se ti nahajaš v nekem, ker marsikdo je za tabo na poti, mu lahko kakšno stvar, kakšen korak preskoči, ki ga naprimer jaz nisem. Ne. Tudi se mi zdi, da je važno vedeti, da ni tako, ker jaz sem tudi en mojih velikih ciljev v življenju, da napišem fantazijski roman in to sem odlašal leta in leta. In pol nekako se dobro, da zaveš, da ne gre za to, da more eksplodirati tvoja stvar. A veš, nisi ti Nula ali Game of Thrones. A veš, vmes je še 1000 milijonov nijans in konc koncev, tudi če 500 ljudi prebere, posluša, vidi neko stvar, ali pa 300 ljudi. Šukaj to 300 ljudi. In da jim to nekaj pomeni in da odnesejo nekaj, pa konc koncev, da je proces ustvarjanja tega tebi bil prijeten, pa pol mogoče nekoč dobiš kaj finančno od tega, ali pa tudi ne, ali pa kakorkoli, razvijaš nek brand. Se mi zdi, da je to blazno doprinos. Jaz, ko sem šla, ko sem naredila podcast, nisem razmišljala o tem, da bo to nek vir prihodka za mene postal. Definitivno nisem razmišljala, da bo to osnovni vir prihodka moj. Nisem razmišljala, koliko hočem poslušalcev. A veš, to je bilo tako res jaz sem hotela ustvariti nek prostor, zakaj sem jaz podcast naredila sploh, ne? Jaz sem hotela ustvariti prostor, v katerem smo pogovarjali o podjetništvu, odpirali to tematiko, strahovi pred podjetništvom in tako, primere slovenskih uspešnih podjetniških zgodb, zato da se jih podpira. To je bilo v začetku že začrtano, tako sem si jaz želela odpreti kanal za kakšne stvari. Pa se je pa zgodil COVID, pa se živa, pa je bilo, ne vem, prvih 30 epizod, solo epizod, pa pol kasneje. A veš, ampak je tako, predvsem, če je to nekomu v užitek, da ali govori samo v mikrofon, ker ima ful enih misli, ki bi rad predal, pa bojo nekomu uporabne, ali pa, naprimer, jaz sem zdaj ugotovila, da vedno bolj uživam v pogovoru z ljudmi. Ful uživam, ko dam eno vprašanje in zanj sem imela enega gosta, naprimer, in je 10 minut mi odgovarjal. In jaz sem bila tako, wow. A veš, in poslušaš in si z glavo pri odgovoru, ne tisto, kje bo zdaj nehal, da bom naslednje vprašanje se navezal. Ni tega bilo. Tak pogovor si imela tudi z Vido Igličar. Jaz sem poslušal vajen podcast prvi, mislim, da je bila dvakrat. Dvakrat je bila, ja. Mislim, da sem prvega. In si jo vprašala nekaj in je ona začela govoriti malo o tej svoje poti, ki je pretresljiva. Vida, by the way, ilustratorka in tudi med drugim oblikovala naslovnico moje knjige, super dela. In vem, da je ona odgovarjala to. Jaz sem bil že tako, wow, si bila toliko časa tiho, toliko si dala prostora, ki je bil valjda nujen, ker je bila zgodba res pretresljiva. Ampak sem prav razmišljal zase, a bi jaz to bil sposoben, a bi mogel vmes neko pod vprašanje, a bi me neki... Ampak je bila pa res tako, ta njen pripoved je bila pač toliko taka pretresljiva in taka, da not padeš. Ampak jaz prav zdaj si me spomnil, ful dobro, ker sem zdaj predstavil v tisti pogovor, ker smo midve to snemali nadaljavo prek računalnika, to je bilo še v času lockdowna, ona je bila v Škofji Loki, jaz sem bila v Ljubljani. In nikoli se niso videli. In ona je začela govoriti in je začela to zgodbo svojo življenjsko pripovedovati in jaz v enem momentu sem si mislila, kje bom jaz zdaj to začela naprej. A veš, da ne boš pa ker je bilo res tako fulenih izgub in tega, a veš, da ne boš izpadel, ko zdaj sprašuješ naprej, super si to povedala, dajva zdaj naprej. Kaj pa kaj bereš, A veš, kako zdaj vstati in je v bistvu, pa zdaj sem imela glih, ker to snimava aktualno epizodo z Nino Grilc, ki je izgubila moža v 9. mesecu nosečnosti s 3. otrokom. Grozno. Ja, in se pogovarjava, meni je bil to ful težek, mislim, krasen, the best. Ful težek pogovor, zato ker mi se v teh stvarih ne znamo pogovarjati. Ne znamo se pogovarjati, kako pristopati k človeku, ko se mu to zgodi. Ali pa če se tebi to zgodi, se to pač pol vidiš v življenju, kaj boš rabil. Ampak, a veš, ne da se lahko pripraviš na to, ampak, a veš, o nekih takih stvarih se pogovarjati, ki ti je ful neprijetno. In pol se je zgodil, mi so to snimali že kakšne 2 meseca, preden je šlo v eter. In pol po tistem sem snimala še eno epizodo z eno Niko, ki je pa nečaka izgubila, ki je bil star 4 mesece, ki je imel neko težko bolezen, ki so mu jo diagnosticirali pri 3 tednih in bo zdaj Marcelova tržnica. Ne vem, če si videl. To je Marcel, teta njegova, Nika. In jaz vem, da če ne bi govorila z Nino prej,
bi mi bilo ful teže z Niko pol ta pogovor posnet. In kaj hočem reči, da v bistvu se prepletajo lahko tako ful zanimive stvari in podcast je krasen kanal za take diskusije, za take debate. Ne? Res je. In to, kar si rekla, pogovarjanje o izgubi, pa sporočanje tega je pri nas v službi kar pogosto. In pol ljudje kdaj rečejo, kako se tega navadaš, kako se to naučiš. In v resnici nikoli ni lahko, ampak to, kar si rekla, pač, ko si redno soočen s tem, jemlješ smrt kot del življenja, kar dejansko je. Kar ne pomeni, da ni tragična, da ni žalostna, ampak nekako se uspeš malo distancirati, ti ni pa nikoli prijetno. Ne? In tudi niso enake smrti, a ne pač nekdo, ki je živel celo življenje, ki je že par let v bistvu ne ve zase, recimo prikovan na posteljo, nekdo mlad, otrok ali kakorkoli. To so različne stvari, jaz tudi ne bi bil pediater. Jaz bi bil pediater za one, ki smrkajo, a veš. To lahko, ne. Ne, kirurg, pediater. Ne pa te res bolne otročke. No. Tako da sem krožil na infekcijski kliniki na pediatriji, imamo krasne pediatri. Mi je bilo ful simpatično, ker infekcijske bolezni pediatri so še vedno tako, a veš. Si zares sprejet, ne, ima neko okužbo, ampak jo pozdraviš in je boljš. Ne. Tako da iz tega vidika pa dejansko pač, ali, ne vem. Ti, ko sem pogovarjala se za moj podcast, ki si gostoval, si povedal eno ful dobro stvar, da eno je, mislim, da si to ti mi je povedal, da eno je pogovarjati se s pacientom, eno pa svojci. Ja, ne, to je. To tudi čist drugačen način. Pacient bo verjetno že kar vedel, kaj ga čaka, ali pa bo bolj enostavno in to sprejel. Zelo drugače. In tudi velikrat so svojci tisti, ki imajo še neka ne zelo logična pričakovanja, zato ker pač ti si želiš, ti si za želiš si recimo tudi, da bi babica spet hodila, čeprav je očitno, da je obležala, da ona razume, pacient ponovadi nima teh pričakovanj, on čuti v telesu tudi bolezen in tukaj je ta komunikacija mora biti iskrena in moraš tudi izhajati iz tega, da tega svojca tudi razumeš. Drugače pa te stvari, ki mi govoriva, in to tvoj pogovor z video, vse to bom jaz dal tudi v link spodaj, da bojo ljudje lažje najdel, da nam si zdaj pisal med tem, ko vozi avto. Ja, prosim, ne tega delati. Evo, jaz bi te še nekaj vprašal, preden te spustim, kot ti kdaj rečeš, mislim, da si mi to rekla. Če bi lahko imela kogarkoli na širnem svetu za gosta, za svoj podcast in ne bi mogel reči ne, oziroma bi z veseljem sprejel ali pa sprejela, koga bi povabila? Imam osebo. Bi mogla sicer znati, bi si ful želela v slovenščini. Jaz bi imela kraljico Viktorijo. Kraljica Viktorija? Ja, kraljica Viktorija je bila, zdaj preden je njena pravnukinja, pokojna kraljica Elizabeta II. Preminila in imela najdaljši staž, je bila ona prej. Ne? Mislim, da je bila stara 19 let, ko je prevzela krono v 19. stoletju. Ona se je poročila potem s princem Albertom, tudi Viktorija na Albert muzej sta po njih to je bivša britanska. Jaz sem mislil, da je kakšna aktualna in kje je ta kraljica na svetu zdaj? Ne, to je meni ena taka, no, ampak britanska kraljica Viktorija. Če greva na to, da je lahko tudi vključiš tako. Lahko. Če pa zdaj... No, se povej najprej, kaj ti je na tej Viktoriji. Zanima zdaj. Ona je meni tako, bila je v bistvu ful feministka. No? Ona je bila blazna feministka, sicer tako za časa svojega življenja je imela zelo močno to ženske. Na momente je tudi sicer tlačila dol, ampak ajde, ne. Bila je zelo tako odprta tudi za razne nove stvari. Bila je zelo tudi spolno odprta, rečemo, ker je moža zelo zgodaj izgubila in je imela pol ful ljubimcev, tako da veš zanimivno. Imela je 9 otrok, pa praktično vsi dvori zdaj, ki še so iz njene... so njeni potomci, vključno z Jugoslavijo, ki je še imela kralja in kraljevino. Tako da ful taka zanimiva oseba. Zakaj mi je pa všeč? Jaz sem njeno zgodbo, pravljico v njenem življenju poslušala kot meditacijsko zgodbico na eni aplikaciji in sem jo običajno dala vedno gor, ker mi je bila ful fascinantna. Tako da od tam sem jo začela odkrivati in pol tudi par knjig prebrala. Če pa bi zdaj lahko koga imela... Ki lahko pride? Ja. Ano Roš sva začela. Absolutno je na moji wish listi, pa mislim, da se mogoče bo celo to zgodilo, ker je že rekla, ampak moram čakati, da se najdeva. Ja. Pa še koga tazga, po mojem jih je ful, ampak ne vem, če se kakšno zdaj še spomnim. Vse je super, imam dve lušni deva tako Ano Roš pa. Pa kraljica Viktorija. Ja. Kdo bo prej. Hvala ti, Nina, ful, da si prišla. Zelo. Pa je ful, preveč govorim. Ne, super si mi ful. Hvala ti, ne, pa je preveč govorim ful.
A ja, ful Čeprav preveč tudi ful govoriš. preveč govorim, oboje deluje. Sem, ko se pogovarjam. Oboje deluje. Tako da hvala ti, da si prišla. Se zelo veselim tega pogovora, da ga še večkrat poslušam. Pa tvojega pogovora z vsemi kraljicami, kralji in kuharji in vse. Ej, ful hvala. Ja, hvala tudi vsem, ki ste poslušali z nama do konca in se upam, da vidimo naslednjič, pa imejte krasen preostanek dneva.